Pozdravljeni. V zgodnjih jutranjih urah po srednjeevropskem času so v ameriškem Detroitu pokazali barvni shemi za Red Bull ter ekipo Racing Bulls, kar se tiče prihajajoče sezone 2026. Poglejmo si skupaj, kaj je bilo zanimivega na tej predstavitvi in kaj smo lahko videli, če smo bili prav pozorni. Na samem začetku je potrebno, kot običajno, še enkrat poudariti, da gre za predstavitev barvnih shem, ki pravzaprav ne pripomorejo nič k temu, da bi bil lahko bolid hitrejši ali pa počasnejši. Ampak gre za nek način pritegovanja pozornosti in tudi pri družini Red Bulla so se odločili, kot že mnogokrat poprej, izkoristiti ta dejavnik. Ne smemo pozabiti, da letos prvič sodelujejo z Fordom, zato so izbrali Detroit in imeli bodo lastne pogonske sklope Red Bull Powertrains, ki bodo izdelani tudi v njihovi tovarni. Prejšnji so seveda bili produkt Honde, ki ima svojo tovarno v Sakuri. Najprej si bomo ogledali, kaj je novega na barvnih shemah tako ekipe Red Bull kot tudi Racing Bulls. In nato bomo še nekaj minut porabili za razne zanimivosti, ki so lahko resnične, lahko pa tudi ne. Zato se splača ostati pozoren prav do konca prispevka. A začnimo z barvno shemo Red Bulla, ki ga bomo letos spremljali na progah svetovnega prvenstva Formule 1. Videli ste lahko, da na prvi pogled se ni spremenilo mnogo. Klasične barve: modra, rumena in rdeča. A verjetno tisti, ki je malce bolj pozorno pogledal, je opazil dve bistvene spremembe. Prvič, da je modra malce bolj živahna. In če smo bolj natančni, vidi se, da uporabljajo najmanj dva odtenka te barve, verjetno zato, da poudarijo to sodelovanje z modrim ovalom orta. In drugič, barva je postala bleščeča. Verjetno se vsi vi spomnite, kako so bili Red Bulli dolga leta mat barve. In mnogokrat smo lahko prebirali razne teorije, zakaj je bila ta mat barva boljša od one bleščeče. Govorilo se je o masi in o podobi. A ne smemo pozabiti tu na nekaj bistvenega. Prvič, tako izgledajo res barve malce bolj živahne, in drugič, gladka površina seveda zmanjšuje zračni upor. Ampak tu se bo sedaj nekdo vprašal, zakaj so tako nekako vztrajali na tisti prejšnji rešitvi. No, če smo imeli mat površine, se tam razni delci, razna umazanija med dirko ni prijela. Podobno kot če bi imeli nek premaz iz teflona, ki bi preprečeval, da bi se umazanija nabirala na površinah bolida Formule 1 in mu tako v nadaljevanju kvarila aerodinamično površino. Gre za malenkost, gre za izbor, ki so ga pri ekipi dolga leta imeli
sedaj s to revolucijo se morda odločili za čisto drugačno smer. Rad bi vam tu poudaril, da kakšnih velikih sprememb, vsaj na tistem področju pokroviteljev, tako na prvi pogled nisem zaznal, ampak zanimivo se mi zdi, da tam na pokrovu pogonskega sklopa vidimo dve zadevi. Prvič, vsaj meni osebno, se zdi, da napis Red Bull je nekoliko manjši. In to bi lahko pomenilo, da tudi Red Bull v svojo lastno ekipo vlaga manj denarja, ker so ostali pokrovitelji tisti, ki napolnijo proračunsko vrečo. In drugič, zadeva, na katero je dobro biti tudi malce pozoren. Tam v zadku se je pojavil tudi znani oval Orda. Ampak poglejte točno, kaj tam piše. Včasih smo lahko opazili, da so nekateri imeli celo napis Powered by Ford. Danes tega ni, ker je seveda Ford samo pokrovitelj tiste enote, ki jo sestavljajo v Red Bull Powertrains. A kar se tiče barvne sheme Red Bulla, bi lahko dejali nič novega, nič takšnega, le ta sprememba iz mat na bleščečo barvo. Kaj pa pri ekipi Racing Bulls? Rad bi vam tu poudaril, kako je bila meni osebno lanska barvna shema ekipe Racing Bulls ena izmed najlepših na štartnem razporedu. In tudi letos vztrajajo pri beli barvi, kot tisti osnovni. Tudi tu nisem zaznal kakšnih večjih sprememb, kar se tiče pokroviteljev. Seveda, zgodi se vsako leto, da nekdo pride in nekdo gre, a vidi se, da s prihodom Forda se je tudi tu povečala površina namenjena modrim odtenkom. In če sedaj malce pogledamo, kako izgledajo, na primer Fordi v reliju, bomo lahko videli marsikatero vzporednico med barvno shemo ekipe Racing Bulls in seveda tem nastopom Forda uradno po dolgih letih, ko je bil odsoten iz Formule 1. A zopet bi lahko dejali, da je barvna shema ekipe Racing Bulls zanimiva. A premalo pravih barvnih shem smo videli do tega trenutka, da bi lahko karkoli rekli o tem, ali je ena izmed najlepših ali pa ne. Verjetno bomo o tem bolj podrobno govorili praktično pred začetkom tistih testiranj v Bahreinu. A pustimo sedaj to pri strani. Verjetno marsikoga tu zanima, če smo videli kakšno tehnično podrobnost, kakšno malenkost, ki bi znala biti zanimiva. Na sami predstavitvi, vsaj po mojem, smo gledali rahlo predelana RB21 in V-Carb 02. Jasno je, da pri družini Red Bull niso hoteli pokazati kaj več od onega, kar je bilo striktno nujno. In seveda to smo lahko videli na primer pri konfiguraciji oves, pri tistem rahlo pravokotnem zgornjem vstopniku, ki dovaja zrak tako motorju z notranjim izgorevanjem, kot seveda hladi določene elemente in še bi lahko našteli. Seveda spremenili so obliko prednjega in zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja, približno tako kot veleva pravil. A tu bi se najprej rad ustavil pri neki podrobnosti, ki smo jo lahko videli pri ekipi Racing Bulls. Poglejte malce platišča. Znano vam je, da v letošnji sezoni bodo še zmeraj
prisotni pokrovi na samih platiščih, ampak predstavljali bodo le rob. To smo videli na primer pri onem shakedownu, pri Audiju. Videlo se je na primer tudi pri Red Bullu na renderih in tu pri ekipi Racing Bulls imamo tudi tisti rob, ampak notranjost platišča, kot da bi bila prikrita še z enim pokrovom. Vem, gre za render, ker praktično nam lahko niso hoteli nekaj pokazati ali pa samo vzbuditi našo pozornost. In tu bomo sedaj za trenutek odšli tistemu, kar so nam pokazali pri Red Bullu. Fotografija, ki je morda marsikoga pritegnila k spremljanju, je naslednja, kjer je nekdo označil, kot da bi pri Red Bullu imeli 3 nosilce prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. Najprej gre za makete, gre za renderje in dvomim, da bi imeli takšno rešitev, kot smo jo videli pri neki študiji barvne sheme Audija pred nekaj meseci, kjer je bilo tudi mogoče videti nekaj podobnega. Na samem bolidu, ki bo predstavljen kasneje, bodo verjetno rešitve čisto drugačne. Ampak tu se bomo sedaj vrnili k ekipi Racing Bulls. Če pri Red Bullu nismo videli nobenega mehanizma za tiste prednje pomožne aerodinamične profile, vidimo na renderju ekipe Racing Bulls nekaj, kar bi lahko spominjalo prav na ta mehanizem. Tam na sredini, levo in desno odnosnega konusa samega prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. Gre za to, ali pa nas imajo malce za norca, ne morem vam povedati. Ampak zanimivo je, vidimo to zadevo na renderju, medtem ko na tisti maketi, ki so jo pokazali na predstavitvi, ni ne duha in ne sluha o tej podrobnosti. Seveda tudi končne plošče so zadeva, o kateri se lahko pogovarjamo, namreč o nedokončne bomo morda videli najprej na začetku vikenda Velike nagrade Avstralije, ampak preden zaključimo, še neka zanimivost. Tu velja poudariti, da so bili pri Red Bullu praktično eni izmed tistih, ki so najbolj zagovarjali v prejšnjem obdobju konfiguracijo prednjega vpetja, ki smo ga poimenovali seveda pull rod. In sedaj zopet na renderih vidimo, da so se morda, in ponavljam morda, odločili podobno kot pri Audiju. Zopet na tistemu, kar nam je dalo videti, je razvidno, čeprav tudi malce razkrito, da gre za push rod, ker pa verjetno dvom ostaja prav do tistega trenutka, ko bomo videli prave bolide v akciji. Z umetno inteligenco, z renderji se lahko pokaže marsikaj. Ampak iz tistih fotografij, ki so na voljo, poleg barvnih shem, smo lahko mi, navdušenci, lahko videli še marsikaj zanimivega, ampak tudi takšnega, kar ne smemo jemati preveč resno. Za danes bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.